Novi koronavirus se širi kapljično, torej s kapljicami sline ob kihanju in kašljanju, zato je pomembno, da kihamo in kašljamo v robec ali rokav in smo vsaj 1,5 m narazen. Okužimo se lahko tudi z uporabljenim robcem, zato je nujno, da ga takoj odvržemo v smeti, poleg tega pa si redno in temeljito umivamo roke, saj virusi lahko preživijo tudi na predmetih. Zelo je pomembno, da se držimo doma, saj tako preprečimo širjenje virusa. Vse to je Marko slišal po televiziji, a zdaj mu je že res dolg čas. Dan je lep, zato se odpravi na igrišče. Z okna stanovanja ga vidi Mojca in se mu pridruži. Opazita jo še Tine in Špela, ki si prav tako želita na zrak. A Špela se po uri druženja in drčanja po toboganu počuti slabše, zato gredo domov. Za lahko noč vsi poljubijo starše, naslednji dan pa obiščejo stare starše. Kmalu vsi zbolijo, mreža se bliskovito razveji. Okuženi človek ne okuži samo enega naslednjega, čemur bi rekli, da število okuženih narašča linearno. Zelo nalezljivi virusi, kakršen je ta, lahko namreč v kratkem času okužijo zelo veliko ljudi. Rečemo, da število okuženih narašča eksponentno. Res je, da koronavirusno bolezen 19 večina ljudi preboli in nima večjih težav. A ker gre za pljučnico, nekaj ljudi vseeno potrebuje pomoč zdravnikov in posebnih naprav za dihanje. Če hkrati zboli zelo veliko ljudi, to pomeni, da je tudi več tistih, ki potrebujejo pomoč v bolnišnici, te pa so lahko zelo hitro prepolne. Če smo doma, čeprav nam je malo dolg čas, s tem širjenje virusa preprečimo. Tako zboli manj ljudi in v bolnišnicah lažje poskrbijo za tiste, ki potrebujejo pomoč.